Dobil sem tudi že pozive in komentarje strani znancev, prijateljev, da se ljudje, ki delamo s koronavirusom, premalo izpostavljamo na socialnih omrežjih, na Facebooku, da je tam ogromno komentarjev ljudi, ki v resnici s tem ne delajo in bi jih morali popraviti, se z njimi spustiti v diskurs. Moram povedati iskreno, naš svet trenutno se vrti samo okoli te bolezni. Kot infektologi dežuramo 2 do 3-krat na teden, vikende, noči, seveda obremenitve so izjemne in delamo s hudo bolnimi ljudmi. Enostavno rečeno in iskreno nimamo energije. Tu mogoče izhajam bolj iz sebe, ampak verjamem, da bi kolegi se strinjali, nimamo energije priti domov in iti na internet brati komentarje, ki pa niti niso neke iskrene prošnje za strokovno mnenje v smislu, kaj če se zgodi, ampak so komentarji v smislu, bolnice so prazne, virus ne obstaja, ki so, ne vem od kje, v bistvu izvirajo, upam in verjamem, da iz nekih stisk, ampak enostavno nimaš energije, nimaš moči, da po takih izmenah, kjer se boriš za življenja praktično vsak dan, bereš te stvari in skušaš nekomu razložiti, prosim, verjami mi, mi se borimo za vsako posteljo, za vsakega bolnika, čakajo nam na dovozu rešilci, enostavno ne gre. Vsi se dobro zavedamo, da v tem času se govori skoraj samo o novem koronavirusu, veliko se širi mnenj, veliko se širi nekih verjetij, ki izhajajo, jaz mislim, iz stisk ob tem izrednem času. Nihče, tako jaz rad verjamem, ni načrtno zloben. Seveda pa moramo vedeti, da za to, kar povemo, smo odgovorni, moramo vedeti, od kje prihaja to naše znanje in da bo morda na nekoga to vplivalo na način, da bo tudi, če nas bo poslušal, če smo neodgovorni, zbolel. Seveda pa to ni odgovornost samo tistega, ki podatke in nasvete daje, ampak vseh nas. Vsi se lahko odločimo, kje bomo dobili informacije, koga bomo poslušali, koga bomo upoštevali, kdo je ta človek, kakšno izobrazbo ima, kakšni so njegovi motivi. In zato moramo paziti vsak zase, da smo res na tekočem in da ne verjamemo vsemu.